Gledate informativno oddajo Bučke, ki jo vodi Slavko Bobovnik. Dobro večer. Oddajo začenjamo z ekskluzivno novico. Spet so se pojavili maskirani neznanci, oblečeni v klovne, ki z motornimi žagami in noži strašijo otroke in odrasle po Sloveniji. Tokrat so v sporočilu za javnost napovedali nov pohod in predstavili svoje zahteve. Poglejmo. Naše želje so zelo enostavne, ki jih lahko strnemo v 3 točke. Prvič, neobdavčen make-up za vse zaposlene klovne ali vsaj povrnitev stroškov. Drugič, sprememba prometnih predpisov, da se nas lahko vseh 20 pripelje na lokacijo z enim avtom. In kot zadnje posebno mesto za stanje na avtobusu, kjer nam ne bodo vsi hodili po nogah. Zdaj smo začeli z vseslovensko turnejo. Najprej bomo obiskali Žalec, Celje in Laško. Saj je Štajerska, kot vsi dobro vemo, tradicionalno dežela klovnov. Z policijske uprave so sporočili, da zaenkrat še niso izsledili nobenega klovna, zato prosijo vse, ki bi imeli kakršnekoli informacije, naj to čim prej sporočijo na številko 113. Oglasili so se tudi Rdeči noski, ki ostro obsojajo početje svojih stanovskih kolegov. Prav tako se nadaljujejo protesti zaskrbljenih državljanov. Tokrat so se zbrali v Črnomlju in vladi v Ljubljani poslali jasno sporočilo. To ni proti klovnom, to je proti tistemu, kar bo ostalo. Najbolj se pa tega bojimo. Jaz sem bil pred enim mesecem v Belgiji v cirkusu. Niti enega celega šova niso speljali. Skozi se spotikajo, skozi spadajo. Tako, bicikli premehni pa so njihovi. Ko sem vprašal mojega prijatelja, če se kaj pogovarja z njimi, se je zasmejal. Govorijo, je rekel, ne, sam špricajo pa tako. To belo šminko ima tudi moja žena. In nočem se zbuditi eno jutro zraven klovna, namesto zraven nje. Preveč podobni, oba se strinjava, da so si klovni in ženske v 60-ih, 70-ih letih. V studiu zdaj pozdravljam Karla Erjavca, člana Mednarodnega združenja klovnov v politiki. Pozdravljeni. Dobar večer. Torej, kaj se tu dogaja, gospod minister? Klovni vendarle veljate za nenasilne in prijazne maskote. No, to je res. In upam, da ti dogodki ne bodo spremenili tega dejstva. Mi klovni smo tisti, ki ljudi zabavamo, ne pa napadamo z motorno žago. Naše poslanstvo je, da pazimo na to, kakšne pokojnine dobivajo upokojenci, pa to, da smo vsaki vladi jeziček na tehnici. Da če je le mogoče, zahtevamo nemogoče in podobne stvari. Več nam pomeni iskren aplavz publike, kot pa to, da ljudje trepetajo pred nami. To je neka druga politika, ki nima veze z nami. No, dobro, to bi verjetno, ampak vendarle je možno, da te klovni pripadajo kateri od militantnih frakcij. No, jaz sem govoril s kolegi iz ZDA, Avstralije in Velike Britanije in vsi po vrsti mi zatrjujejo, da tega ne počnejo naši člani. Če jih dobro pogledate, boste videli, da bolj kot na klovne spominjajo na Batmanove džokarje. No dobro, ampak kaj svetujete prebivalcem Pivke, Jesenic, Kamnika, Ajdovščine in vsem tistim, ki bodo morda kmalu naleteli na te spake? No, ni jih treba zdaj žaliti. Državljanom bi svetoval, naj ostanejo mirni in ploskajo. Če gre res za klovne, bo to pomagal. Aplavz pravega klovna povsem razoroži. No, to je nekaj podobnega, kot če bi vampirju pokazal križ. No, z vampirji se res nočemo primerjati. Oni se hranijo s krvjo davkoplačevalcev. Hvala za pojasnila, gospod minister. Hvala vam, pa pazite nase. Sinoči si je v Istanbulu turška elita na velikem platnu ogledala zaključek svetovno znane soap opere Sulejman Veličastni. Premiere zadnjega dela se je udeležil tudi predsednik Erdogan, znan kot velik oboževalec te serije. Na projekcijo je povabil ruskega predsednika Putina. Pa si gledal tisto, sem te poslal. Gledam. Ker jaz imam vse na DVD. Ko sta se Horem pa Sulejman poročila, sem Joko star, jaz ti Joko tudi kaj, ko si gledal.
Ne, nisem. Mogoče malo. Meni se včasih zdi, da je to serija o meni, veš, tak občutek sem dobil. Jaz sem dobil tak občutek, ko sem gledal filme Smrtonosna orožja. A bo pauzo mes? Pauza. Ti, mes me boš malo razložil, ker nimam pojma, o čem se gre. Da. Če rabi do na WC stranišče, potem bo zaprto do konca. Jaz imam kahla pod stolom. Jaz se kdo javi, da bi oprav. Imamo punce za tamto, a veš. V nocojšnji temi tedna bomo govorili o splavu. Vprašali smo se, zakaj ima vožnja po reki še vedno toliko nasprotnikov, česa se pravzaprav bojijo. Splav ima namreč pri nas bogato tradicijo in kljub temu, da je promet v večjih mestih vsakodnevna infarktna loterija, se vedno znova pojavljajo pritiski, da bi to možnost izbire, ki je celo zapisana v ustavo, preprosto prepovedali. Poglejmo vodni prispevek Marjana Jermana. Splav da ali ne? Dilema, ki vedno znova buri duhove. Zgodovina nas uči, da se je splavarjenje predvsem v severovzhodni Sloveniji najbolj razsvetilo v prvi polovici prejšnjega stoletja, ko je bilo samo v Dravski dolini registriranih 500 flosarjev. Takrat je skozi Maribor plulo tudi po 1500 splavov na leto. Včasih je na Štajerskem skozi pisal: splav je dovoljen, splav je dovoljen. Vsaka družina je imela splav ob drevesu. Ta tradicija je žal zamrla takoj po drugi svetovni vojni, ko so se pojavile prve elektrarne na Dravi in s tem umetno prekinile naravni tok reke. Jaz trdim, da se da marsikaj narediti, če bo volja pri nas vseh, tudi pri politikih, da bomo spet splavarja dali tem rekam, pa zagotovili pristanišča, pa kurbe in tako naprej. Splavarjenje je dan danes le še turistična atrakcija. Z ladjico se lahko popeljemo po reki Seni v Parizu ali po Temzi v Londonu, z gondolo po Benetkah ali pletno po Blejskem jezeru. Tradicija je spet oživela na reki Dravi, splavari se spet prebujajo na Muri. Kaj pa naša prestolnica? Rečni promet po Ljubljanici se ob nepopisni prometni gneči kaže kot neka alternativa oziroma možnost izbire. V 21. stoletju dopovedati nekomu, dopovedati našim ljudem, da se da zdaj odločiti, ali bojo, da bojo vozili po cesti, je nekaj, da je dopustek. Mislim, da ne, tu splav, da reši probeti kodec. Če bi tako razmišljali mostiščari, ki so se pred 4000 leti v času bakrene dobe z Barja vozili z drevaki na delo v Emono, danes Ljubljana zagotovo ne bi imela obvoznice. Tega se zavedajo tudi v rimokatoliški cerkvi. Frančiškani se nočemo zavzemati proti nobenemu projektu. Asfalt denimo moti nas romarje, proti prahu smo posledično, kar pomeni spet novo trpljenje. Kot župani vse so pač proti, kajti trdim, da je dobro, da se asfalt tebelj probete ureditve, ko se splav vozbo okrog, kršimo prometne predpise in pozivam tudi vse baščane, naj to pot ignorirajo, da kdo v vodo ne pade. In kljub temu nekateri še vedno menijo, da je splav pri nas lahko dostopen. Pa je res? Na to vprašanje bosta zdaj poskušala odgovoriti naša nocojšnja gosta. Ob Ljubljanici sta z nami monsignor Franc Rode, zagovornik splava in pesnica ter šansonjerka Svetlana Magarovič, ki je proti splavu. Dober večer obema. Dober večer. Torej, da slišimo argumente za in proti splavu. Gospa Makarovič, izvolite. Kaj izvolite? Pa si nisem na žetone hudiča. Lepo prosim, da po nepotrebnem ne omenjate hudiča. O, še 100-krat ga bom. Hudič. No, dobro, gospa Makarovičeva, povejte, ali se prebivalci prestolnice sploh zavedajo možnosti izbire? V ustavi lepo piše, da imajo vsi pravico do splava. No, seveda piše v ustavi, marsikaj piše. Župan Jankovič vam je lepo povedal, da nehte sanjati o splavu. Ne bo ga, pa pika. Z njim ne bomo rešili prometnega kaosa. Gospod Rode, zakaj se vi tako goreče zavzemate za splav?
Veste, to je zelo dolga zgodba. O zgodbice vam pa rada, kar povejte. Bilo je pred mnogimi leti, ko sem služboval na Štajerskem. Nekoč sem sedel ob reki Savinji in mimo je pripeljal majhen splav z mladimi dekleti. In kdaj je bilo to, v 16. stoletju? Ne prekinjajte me, prosim. No, kar nadaljujte, monsinjor. No, eno dekle sem si takrat še posebej zapomnil. Mislim, da je bilo ime Breda. Imela je tako čudovite bicepse. O, bog! Vprašal sem jih, punce, ali je vaš splav varen? Se lahko pridružim? Vse so se na glas smejale, le ona je bila tiho. A je že konc? Ja, tako, to je ta zgodba. Pa pejte brez veze. Ne, ni brez veze. Takrat sem spoznal, da mora vsakdo imeti pravico do splava. Tudi jaz, čeprav sem bil mlad duhovnik. Žal splava nisem nikoli dočakal. Zato zdaj srčno upam, da bom na stara leta z njim enkrat vendarle plul po ljubici. Dokler bom jaz živa, splava ne bo. Če pa slučajno bo, naj bo plačljiv. Hvala obema za vajna pojasnila. Mi pa poglejmo v državni zbor, kjer so poslanci na današnjem zasedanju največ časa namenili nogometu. Gospe in gospodje, naslednji teden igramo na Malti in nekateri poslanci bi radi vložili amandmaje na sistem igre in začetno postavo. Seveda poznamo sistem igre. Trava je še vedno zelena, ne? Žoga je okrogla in mi igramo isti sistem neprestano dan za dnem. Ma treba je nekaj narediti. In ko se bomo končno odločili, a mora biti Iličić v sredini, a mogoče v špici, takrat bomo vedeli. A zdaj igramo 4-4-2 ali 4-1-3-1-1. Kolega Trček, imate repliko in možnost odgovora. Mislim, to je že tragedija, ne? Bom rekel, končno smo se naučili žogo v napad, prenesti, zdaj pa bi nekdo zamenjal cel sistem. Eni bi napadali sam po levi, eni sam po desni, eni bi pa sam stal na sredini, pa nič laufali. Pa se vam zdi to fajn. Prosim vas, brez podcenjevanja, če bo šlo. Dokler mi ne rešimo vprašanja golmana, je, dragi moj, vseeno, kak igraš. Prva zadeva, Oblak. Koliko je star, igraš šele 1 leto, pa 1 mesec. Dajte lepo vas, prosim. Handanović ima izkušnje, ima rekorde iz serije A, ima ime, ima rekorde in to mi rabimo. Avtoriteto, tega manjka, razumete? Glasujemo. Ali naj bo prvi golman Oblak ali ne? 70 za, 1 proti, 2 vzdržana. Oblak je prvi golman in kolega Han imate repliko. To je v redu, da vsak ve, na kateri poziciji bo igral. V tem državnem zbori pa nas zanimajo garderobe, pa slačilnice, pa iti po tuše. In jaz mislim, da bi jaz mogel iti daj tja, da se saj malo stuširam in pritisnem. Ob kakšen podmoški telo, ki gre mi menjati, da začutim to energijo. Gospod Gorenak, boste podprli ta predlog? Verjetno ne, zato vam dajem besedo. Jaz imam tukaj seznam prve postave za tekmo proti Malti in v njem ni nobenega člana SDS-a, kljub temu, da je naš predsednik obramboslovec in pričakoval sem, da bo kak naš član igral v obrambi. Poleg tega ste ignorirali naš predlog za modro-rumene drese, ne? O tem, kdo igra in kdo ne, odločata vlada in selektor. Vlada ima besedo. Gospod Klemenčič. Vi se sploh ne zavedate, da so vsi naši igralci poškodovani. Jaz imam tukaj kartoteke, Jokić, zlomljen prst, Iličić, Gležen, s Kamplom je zihar nekaj narobe, še ne vemo kaj, tako da jaz ne vem, kdo bo igral, povem vam sam to, da jaz zihar ne, ostalo me pa ne zanima. Hvala. Tako, zdaj pa je na vrsti zadnji tango, pogovorna rubrika Marcela Štefančiča. Spoštovani gospod predsednik, gospod Račkova, kdo bo novi stric iz ozadja, kdo bo kriv za vse, ko ne bo več Milana Kučana in Janeza Zemljaniča? Ali imajo desni teoretiki za rod že pripravljenega novega naslednika? Odgovor je da. To je Gregor Golbič, novi stric iz ozadja. Živo. Lepo pozdravljeni. Ok, dej,
bi si izbral, ne jemliš to kot čast ali kot prekletstvo? No, lejte, mislim, da ni ravno čas, da te častijo kot hudiča, ne. Gre pač za klasične blodnje Janeza Janše in njegovih vojščakov, ki težko shajajo brez namišljenega notranjega sovražnika, ne. Ok, dobro, nazadnje si bil zastavonoža oranžnega cunamija, ne. Ko je stranka zares potonila na volitvah, se je izkazalo, da je strah imel velike oči, ne. Lejte, dejstvo je, ne, da so bili nasprotniki pri dokazovanju naše vsemogočnosti bistveno uspešnejši od nas, ki smo poskušali peljati neko novo politiko brez strahu in velikih oči. Ok, v zadnjih 20 letih si se že dvakrat poslovil od politike, se nameravaš vrniti še tretjič? No, lejte, nikoli ne reci nikoli, ne. Prvič sem odšel prostovoljno, drugič stranko, zares nismo prišli v parlament. Opozorilo je bilo jasno. Volivci hočejo nove obraze in staro politiko. A je Miro Cerar levičar ali desničar? No, lejte, on predstavlja zmerno desno-sredinsko opcijo, ne, to je dejstvo. Res, da nekatere njegove besede morda kdaj zazvenijo po levo, njegova dejanja so tista, ki ga postavljajo na desno. Skratka, če potegnemo črto, vsi mislijo, da imamo levo vlado, v resnici pa nismo daleč od Madžarske, ne? Ja, ampak ne samo to. Glede, Budimpešta je postala glavno mesto cele srednje Evrope. Ja, tudi za oljkarje je bila slaba letina, ne? Ja, glede, suša in oljčni mol sta letošnji pridelek dobro oklestila, ne? In to je že 5. leto zapored, ne? 4-krat suša in 1-krat preobilno deževje. No, letos je bilo res pestro, ne? Oljčni mol, za njim oljčna muha, pa še jada škorcev, ne? Ok, ampak a se težje boriti z naravo ali s politiko? Lejte, politika je veliko bolj predvidljiva kot narava, zato je biti z naravo neprimerljivo večji užitek, ne. Če reče, potem drži besedo, če ne reče nič, ne, potem se je treba paziti. Ampak za koga trenutno lobiraš? No, pa sem spet pri teoriji zarotne, ne. Lejte, nič ne lobiram, ne. Delam na nekaterih projektih, malo svetujem, skratka, ni dolg čas. Kaj boš naredil, ko ti bo postal dolg čas? Ne vem, lejte, mogoče sem odpravil na facelifting, mogoče botox, diamantni peeling in lepotni kirurški poseg, ter se kot novi obraz vrnil v slovensko politiko. Ok, Gregor Golobič, hvala, ker si bil moj gost, hvala lepo tudi danes, spoštovane gledalke, vidimo se naslednji teden v času na kanalu. Adijo. Thanks, stari, ker si bil gost. Smo že pri športu in z mano je kdo drug kot Zmago Sagadin. Ledo rečeno. No, pred začetkom nove sezone svetovnega pokala v alpskem smučanju prihajajo iz ženskega dela karavane nad vse zanimive novice. Ja, zelo zanimive, da ne rečem revolucionarne. Vodstvo FIS-a se je po tekmah vseeno odločilo za nekaj drastičnih sprememb, ki bi alpsko smučanje še bolj približalo gledalcem. Po novih pravilih kombinezoni za smučarke ne bodo več obvezni. Tega so se najbolj razveselile tiste tekmovalke, ki so že v preteklih sezonah na južni polovli trenirale zgoraj brez. Če si ga od zgori, potem je boljši štart, a ne? Zjebate, motiviran si, da si čim prej spodaj, da se pogreješ in druga izboljšava je ta, da ne moreš več na pregledu dresa paska ni oblek in tu je zdaj vse zame zelo pomembna pridobitev. Torej, kot vidite, imam ful nekih sponzorjev gor, zdaj nimam nekih glih ful rezultatov v svetovnem pokalu. Trenutno sem šele v začetku, ker so se sponzorji šele začela pogajanja. Zdaj v tem trenutku res bolj malo delam na snegu oziroma sploh ne, no, ker smo ugotovili, da bi lahko pokazala veliko več, če bi pravila dovolila to. Joško, prsi so pa že itak vsi videli, ne? No, na drugi strani je nekaj smučark, ki seveda niso tako navdušene nad goloto v alpskem smučanju. Razmišljale naj bi celo o bojkotu tekem. Da se kaj takega res utegne zgoditi, je napovedal že Tone Ogrinec. Razmisliti je treba na široko te zadeve, ker izgled ene tekmovalke, ki že 20 let smuča, ne zgleda vsaka glih ko Playbojeva zajčica. Mlajše tekmovalke so iščejo si pač dobro plačo, starejše so pa v glavnem proti. Zdaj je samo še vprašanje, kdaj bodo kombinezone slekli fantje. No, vendarle nimam nič proti, če jih kar obdržijo na sebi. Tako, spoštovani gledalke in gledalci, to je bilo vse za nocoj. Še naprej nas spremljajte na družabnih omrežjih, gledajte nas na YouTube ali na RTV 4D. Vidimo se naslednjo soboto zvečer. Lahko noč in miren spanec.